Evo. No, to pa je razsud traktora. Stari, vedel sem, tole pa moram ljudem pokazati, kako izgleda traktor v drobovju. Noro. 99% mojih frendov pojma nima, kaj pod kabino pa zagumam. Jaz se še jaz ne vzga. A to je tudi res. No, niso ga imeli v plana tokle močno podreti, ampak to vam malo kasneje povedava. Zdaj pa najprej najbolj, da predstavlja na hitrco po komponentah, kaj je sploh na traktorju. Po pa čisto uvorenk v detajle. Tole je motor in njegova naloga je, da vrti tlele zadaj eno štango. Ta štanga oziroma gred prenaša vrtenje naprej na menjalnik, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi je več kot očitno na servisu. Ta del vsebuje naprej pa nazaj in pa polovičke četrtinke. To so prestave pod obremenitvijo, pa glavne prestave teka šaltamo. Prek menjalnika gre pa vrtenje naprej na diferencial, ki je tle v sredini spodaj not, prek kraka na gume. Skozi menjalnik pa pride še ena gred, ki pa vrti kardan, oziroma pogonsko gred za priključke, in pa črpalko, ki je tudi znotraj, ki pa črpa olje, pa ga potiska naprej. Ne? Olje pod pritiskom pa poganja 4 reči naprej. Prvo je volan, bremze, dvižne roke, pa tele hidravlične ventile za upravljati priključek zadaj. To je pa to na hitrco, ne? Zelo na hiter je to. Zelo hitro. No pa preden se čisto poglobimo noter, v kaj še povem, da je to traktor John Deere 5820, približno 85 konjev. To je manj traktor, ampak v bistvu je tle princip, ki je pa tudi podoben pač pri večjih, pri drugih traktorjih. Zato bomo pa to pokazali. V kaj še povem, da je John edina znamka, ki ima šasijo od začetka do konca. To je to, en konj šasije. In že potem boš vas lahko namignen, zakaj je traktor toliko podrt. To je eden od razlogov. Ja, lej, po 19 letih, 12.000 urah in na tisoče preloženih zbalah s čelnim nakladačem, pa mislim, da si že zasluži malo masaže. Ja, se strinjam, tudi tole se naredi, šasija poč. Ja. Kaj zdaj gre od začetka? Vse se začne pri naft, pa pri zrak. Evo, nafta! Tole je pa drago. Ja, nekaj mora biti, ja. V glavnem gorivo po tej cevi iz rezervarja črpa nizkotlačna črpalka skozi grobi filter goriva in jo potisne naprej čez fini filter goriva. Ta tudi odstranjuje vodo, ki je lahko v gorivu zaradi kondenza. Gorivo gre naprej do visokotlačne črpalke, ta pa je pod velikim pritiskom po kovinskih cevkah šopa v šobe. K-bk. Šopa k-bk. Dize. Se reče dize, a ne? Tole boš pumpa po domače, ampak daj Tomaž malo več povej o tem, no, to je kar kompleksna reč. Čak, da zaviham rokave. Torej, danes ne vidimo več motorjev s tem sistemom Bosch pump oziroma visokotlačnih črpalk, ampak poznamo skupni vod. Common rail. Tako je, English prahe, ja. Bravo. Črpalke so bile včasih umerjene na točen timing in so v pravem delčku sekunde poslale pritisk po cevki, tudi pri tem traktorju se to dogaja, do šobe, ki razprši gorivo v bat. To se dogaja tam nekje od 100 do 200 barov, mogoče kakšne 300. Danes pa poznamo skupni vod, ki pa je sestavljen iz visokotlačne črpalke, ki ima samo eno cev in napaja vse šobe dize naenkrat s pritiski od 200 pa do 1500-2000 barov. Kdaj pa diza razprši gorivo v bat, upravlja računalnik, ali kako bi rekel, in pa elektromagnetni ventili. To je največja razlika med starim in novim sistemom. Zadovoljen? Dobro z knjige bral. Druga stvar je pa poj luft oziroma zrak. Tlele noto leče skozi filter. Ja, tale za zamenjati in naprej na bat. Zrak. Ampak sta pa dve opcije. Ali gre direkt, da motor sesa, ali pa prek pritiska oziroma turbine. Ali je naravno aspiriran, ali pa polnjen preko turbopolnilnika, ne? No, to je tale mini turbinca. Ja, se pravi, tukaj not imamo čez dve preprosti... Umazal sem se. Bojiš. Dve preprosti vetrnici, ki sta med seboj povezani z osjo. Namreč zrak, ki pride v motor, se močno segreje ob eksploziji in odide ven iz motorja skozi izpušni kolektor. To je ta zadeva. Pride do prve vetrnice turbine, jo zavrti, ta vetrnica pa zavrti drugo, ki pa sesa zrak iz filtra motorja in pa zraka motorja. In pa zrak, čist svež zrak, porine na drugi strani pod pritiskom v motor, ker ga not pride več in bolj dela bum bum. Tukaj bi sicer človek lahko zadevo zelo zakompliciral. To je zelo enostaven princip turbine, brez kakršnih koli drugih komponent, ampak danes so naši inženirji na tem planetu nametali gor že en kup enih aktuatorjev, palčke, vetrnic, ki se obračajo pod koti,
zato da pri majhnih obratih doda veliko zraka, pri večjih manj zraka. V glavnem, turbina da motorju veliko več moči, kot bi jo imel samo z naravnim sesanjem zraka. Atmosferski motor, kva je. Točno to. In danes imajo motorji že po 2, 3 turbine, eno veliko, eno majhno, ne vem, en kup variant. Tole je res tak simpel primer, da... Trota zihar. Ja. No, da pa tako, nafto imamo, zrak imamo, da pa vse skupaj poženemo, pa rabimo štarter Ja, zaganjač, ja. po slovenski. Ja. To je ta zadeva, ki prek akumulatorja sproži ustrajnik, da se zavrti. Tale ustrajnik je po domači povedan ena velika okrogla utež, ki vzdržuje, da motor lepo teče, da mirno laufa, da ima tisti zagon konstanten. No, da pa traktor lahko večkrat zaženemo, pa rabimo akumulator nekako filati. To pa poskrbi tale zadeva. To je alternator oziroma filavc akumulatorja. Pogana ga Jerman, tako kot Jerman pogana tudi vse ostale dodatke. Kot je recimo klima, da človek v traktorju not ni vroče, potem imamo vodno pumpo, vetrnico. Veš, da ti motor ne zariba oziroma da ne zakuha, pa potem zariba, vodna črpalka čez njega poriva hladilno tekočino, antifriz po domače, in na drugi strani pride vroč antifriz v hladilnik hladilne tekočine. Killer po domače. Tako, ja. Zato, da hladilnik pohladi hladilno tekočino, pa poskrbi tale vetrnica, ki lepo piha zrak z te strani na drugo, in tukaj noter je ogromno enih majhnih cevk in pa satje, ponavadi aluminijasto, zato da ves ta veter, ta zrak, odvede vso toploto in na dnu hladilnika ponovno dobimo hladno vodo, antifriz. A ja, pa zrak, ki piha skozi vse te killerje, pohladi tudi plin za klimo in pa olje za menjalnik, ne? To pa malo kasneje še. Malo kasneje od menjalnika, ne? Si skoraj tako kot človek, moraš tudi malo popiti, da se ne pregreješ. Ja, malo to mora veter popihati. Ko smo ravno pri hlajenju, pa lahko menimo, da je tudi motorno olje, ki ima že vse komponente motorja, potrebno ohladiti, in tukaj noter je neki izmenjevalec, kjer hladilna tekočina teče po eni strani, olje motorja po drugi in vzdržuje to temperaturo nekje na 80 do 100 stopinj. Olje pa gre še čez filter olja motorja, da kakšna smeta ali pa košček ne poškoduje notranjosti motorja. To je pa, kar se tega tipa motorja tiče, kar vse. Ja, spodaj ima še oljno črpalko, pa karter, to je ta spodaj konec motorja, kaj pa olje not, da to vse skupaj lepo šiba. Vsaka pa pri novejših, tu še en kup šare gor. Ja, tam imaš pa še dodatne sisteme, kot so recimo AdBlue, pa imaš EGR ventili, EGR hladilnik, DPF filtre, vse skupaj to ima bolj zaradi ekologije, no, da pa še to naknadno gor dajejo. Da se več pokvari. Da je več za popravljati, ja, pa več stroškov. Ja, pa dražji stroj. Ja, Njih je jamrat pev naprej. točen. No, pa preden gremo na menjalnik, kaj še povem, da druge znamke traktorjev, ki nimajo šasije, so sestavljeni iz blokov. To je en blok, tle en blok, tam ležite tret, ampak tale, ki ima pa šasijo, se vse skupaj bolj giblje, je zato povezan, recimo iz motorja na menjalnik prek takalih kardančkov. Fajn. Kaj pa ti ješ, daj? Kva. 6 ur v eno že snimamo, a ne moram ene malce si prvo še tako. A, pa kar jej. Hvala. Jaz bo pa morbiče dele povedal vmes, kaj Tomaž je, da če vam je takale vsebina všeč, pojte malo na spletno stran, spletno trgovino bobnar7.si, kakšno cuno si prvošte, bil te fajn nosil, bi pa še naprej probali kaj zanimivega posneti. Tako da, vabljeni na bobnar7.si. Takole, pri traktorjih je en kup enih vrst menjalnikov, ampak v glavnem se delijo na dve skupini. Na stopenjske in pa brezstopenjske. In kaj to pomeni? Stopenjski menjalniki imajo prestave, brezstopenjski pa ne, oziroma jih ne čutimo. Brezstopenjski deluje kot skuter, recimo naviješ obrate nekam in se lahko od 0 do končne hitrosti peljemo z istimi obrati. Imajo še zmerno noter zobnike, ampak tiste vmesne hitrosti pa kompenzirajo s črpalkami. Potem bi lahko razlagal še neomejeno drugače, ne. Imaš poje oznake CVT, IVT, varijo, vse. Da reč bo, kaj bomo posnima še enkrat to ločen? A se si rekel, da bova? Češ kaj cum porodal, bova pa še menjalnike šla v piko noter, ne? No, to. V glavnem, danes pa na grobo imamo potem še stopenjske menjalnike. Določeni so pilotirani elektronsko, določeni pa na roke, mehansko. Prestavljaš z roko na zajlo in šaltaš prestave kot pa avtu. Recimo, to je pri tem traktorju ta del. 1., 2., 3., 4. Del, ki pa je na servisu, ki manjka, se pa lahko prestavlja pod obremenitvijo.
pod obremenitvijo. Ja. Kaj to pomeni? Ja, da ne rabaš sklopke pohoditi, ne? Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da ima noter v menjalniku košare sklopk potopljene v olju, ki delajo same. Se pravi, jih pilotira pritisk olja, stiska skupaj pa spušča, se pravi, ena spusti, druga pa prime. Ni vmes lukne. Ja, ko pa je to, da pomeni? Sti resen. Ne govor. To pomeni, da prenos moči od motorja do koles prehaja neprekinjeno, non-stop, samo vleče, k-bk. Greš in samo in imamo polovičke, četrtinke, osminke, dvajsetinke smo celo videli pri Hurlimanu, ne? In kaj to pa še kaj pomeni? Ja, koliko jih ima pod obremenitvijo? Recimo, če imaš eno prestavo, daš v prvo, če imaš dve, tuf, je polovička. Če imaš drugo, tuf, 4 so četrtinke, če jih imaš 8 so osminke. No, kaj pa je to? Kaj pa to pomeni? To je odgon za pogon prvih koles. Vsaka prestava, v katero kol damo, prek zadnjega zobnika, ki gre na diferencial in na zadnja kolesa, prav tako prenaša moč, če vklopimo prav tako sklopko v olju potopljeno, tukaj noter spodaj, skrb stisne in poganajo še prednja kolesa in kar naenkrat imamo 4x4. Je pa fajn tam, če se nekaj polom, vidim, da je kuj zraven prideš, ne rabiš? Ja, takoj dol čraufaš, ne rabiš dati traktorja na pol. Tole spredi je pa prednja os. In tista gred, osovina se vrti zelo hit, tale tukaj noter tudi zelo hit, potem pri strani pa še bočni reduktor, rečemo temu, in tukaj not je ta tvoj planet, planetno gonilo. To hotel slišati, a ne? To sem hotel slišati. No, in čisto isto je tudi zadaj. Preden greva naprej na planetno gonilo, planetni prenos, ti lahko razložim tiste sklopke, ki si prej govoril, tuf, kako delujejo, kaj to pomeni. To je lamela, ki je potopljena v olju. To pomeni, lamela je obložena z materialom, zraven nje pa pride disk, ki ima zobe na zunanjo stran in je kovinski. In to lahko vidimo pri tej sklopki. To je sklopka. Ima 5 notranjih lamel in pa 5 zunanjih diskov. In takrat, kadar pride olje v ta bat, se sklopka skupaj stisne in zunanja košara ter notranja os postaneta eno. V tem primeru gre za zaporo diferenciala, da se eno kolo pa drugo kolo vrtita skupno z isto hitrostjo. Je pa princip pri čisto vseh sklopkah enak. Prav tako pa pri zavorah. Ampak to bomo kasneje. Tecajt, ko tamle Tomaž prištimuje bočen reduktor oziroma krak, da pokaževa dober planeten prenos, pa kaj pogledamo tale užilje v traktorja. Sicer tale traktor ima res tega dosti malo tenovej, ki imajo še več elektronke, to vse krat 3, krat 4, toliko žil. Je pa tole od menjalnika in to pa je vklapla ventile za vklop sklopk, naprej, nazaj, za četrtinke, take variante, pa razne senzorje. Vrš strom od tega traktorja pa pride na tele konektorje, ki so priklopljeni v kabino, ki je enkrat gor. In to gre na števce, displeje, tipke, v glavnem vse, kar se tiče elektronke. Pa sva ga naštimava, tole je krak oziroma bočen reduktor, to, kar tamle spredaj oziroma... Ja, planetni prenos se noter skriva. Tale je že zmontiran, tamle imamo pa... 2 vezice pa skret papir. Tle sva že naštimava, tako da bomo lahko pogledali. No in tle not so 3 velikosti zobnikov. Tale zunanji zobnik, planeten zobnik, pa tale sredinska os. In v tem primeru je razmerje 7:1, hitrostno razmerje oziroma prestavno razmerje. To pomeni, ko boš ti tamle enkrat zavrtel, če boš probal, se tlele 7-krat. In point vsega tega skupaj je moč. To se pravi, jaz si tako predstavljam, da bi dal tle eno konjsko moč, na uni strani pa dobiš 7 ven. Lahko je veliko manjša os na uni strani, da prenese z žrtvovanjem višje hitrosti enako moč. Ja. Kad reš, bo tlele orang bula. Ja. Verjeten mrska še navede ima traktor bremze potopljene v olj. To se pravi, na prvo žogo, če pomisliš, bremze, olje, to na grelih ne bo skrb. Zavore. Šeš. V glavnem, to je tale sistem tlele. 3 komponente so. Bat oziroma cilinder, lamela pa kontraplošča. Kontraplošča je pritrjena na traktor in se ne vrti, ne premika. Prav tako bat, ki je pritrjen na krak, se ne vrti, ne premika. Lamela pa se vrti skupaj s kolesom, kot smo prej pokazali, s tole akso. Zelo na knap gre. Zelo na knap. In takrat, ko se mladi kmetje, kot je Bobnar, peljejo po cesti 50 na uro,
s partonskim traktorjem in večtonsko prikolico, pa ena babiga spregleda zapele ven iz ulice, on stop na bremzo, kolo se vrti in Pank. zap, Pa prime. ustavimo se, ne. Če imamo srečo pravočasno. Je pa zelo pomemben pri teh zavorah, ker lahko zdržijo doživljenjsko. Recimo, te zavore so zdržale noter 19 let, 12 000 delovnih ur in se vidi, da strojniki pri tem traktorju znajo bremzati. Kajti, če zavore ob spuščanju poklancev ne popuščamo, hladno olje ne hladi lamele in teh površin in se zažge. Tako da tudi, če te brihni ne znate voziti, pa če serviser videl, da je tole vžgan, ki jih bo enkrat preveril, kot so jih tukaj, bo rekel, da nimate za burek. Jep. V glavnem treba je tapkati. Ja. Ne sam držati. Ne. Pa se kva sem videl pametne, da je, pa mi saj. dotle pametvava. Na koncu pa jaz še ne bolj tišim. Ej, pa še ena čisto mestna, z moje strani, čisto na mestu. Kolega je lansko let čisto na svoje odprl trgovino z rezervnimi deli, se pravi za vso kmetijsko mehanizacijo. Tako da, če rabite kakšen rezerven del za vaš traktor, priključek ali pa mogoče kakšen potrošen material, dobi se tudi kakšna igrača, nov zic, če je pri traktorju shodil, pejte si pogledati na spletno stran agro-rogel.si ali pa ga pokličite, lahko se pa tudi oglasite pri njemu. Sam pravim pokličite zato, ker človek je za vse sam, pa mogoče ga kdaj ni lih tukaj, no. Ampak zihar pa nekaj dela, ker kar pa res vem, da je res, se pa dec pomatra. Tako da, še razložim, kje je. V centru Slovenije, se pravi blizu Vodic, Komende, sam zapeljete dol z avtoceste, zavijete levo, če ste prišli iz Ljubljane, se peljete v smeri proti Zbilam in potem sredi ta prve vasice boste videli eno tablico, zavijete pri tejle tabli levo, gor v klanček in ne morete faliti. Priletite do tele super tablice Agro-Roger in evo, tale garažna vrata, tukaj not se vse to skriva. Tako da, preverite, no, če vam kaj prav pride. Po parah dneh traktor že kar fletno napreduje. Ta prvi konc menjalnika je not, kestel je gor, šasija je prišraufana, konzole za nakledača, krak je gor. Tomaž, tole že kar fletno zgleda. Dobro. Samo še kabina manjka, a ne? Ja, pa hidravliko moramo predstaviti. Se res, ja. Pa se z tega lotva pa so fertik. Ja, pa še moramo povedati, zakaj je traktor bil podrt. A je valjda, ja. Se bova, drugač pa bo. dober tek, no. Hvala, Spet. rabam malo cukra. Ja. Tako je, traktor brez hidravlike zame sploh ni traktor, oziroma z benga, po mojem. Hidravlika se v kmetih verjetno žargonsko nanaša na 3-točkovni priklop za dviganje in spuščanje priključkov, ne. V resnici je pa to pojem za celoten hidravličen sistem, olje, črpalka in vse ostalo. Ja, Tako, ne? pač ta olje, ki ga dele govorjava, nemo, se skriva v ohišju diferencijala, pa zadnji menjalnika in v bistvu to, kot le vidite, je tako rečen, kot en velik kestel za olje, kot en rezervar. No in pol se pravi ta črpalka črpa iz rezervarja olje naprej in poganja vse te funkcije. Zdaj pa, ko smo že lih pri rokah, roke, kako delujejo roke? Lahko so elektronsko ali pa mehansko krmiljenje, a je tako? Ja, IHR ali pa Nazajlo. Nazajlo, tako. Trotl zihar. A je? Trotl zikar. V glavnem, če je elektronsko, ne, imamo v kabini eno ročko, ki jo dvignemo ali pa spustimo in točno določimo, na katero višino hočemo dvigati priključek. Ne. To pa samo deluje tako, da imamo tukaj zadnji en senzor višine rok. Ta senzor pa javlja računalniku, kdaj lahko zaustavi motorček, ta motorček pa odpira ventil, ki pa pošilja olje v ta cilinder, gor ali pa dol. In pa tudi s tipko v bistvu na tiste določene mesta sam šaldaš gor dol Ja, in te pa- gre na prednastavljene. Pa hitrost, koliko hitro gre gor dol. Točno. Vse živo. In te EHR pa ima še eno funkcijo, so pa tukaj noter senzori. Če orješ njivo, pa prideš do skale, skalo butne, ti v delčku sekunde hitro prezigne priključek, da ga ne bi odtrgal. Zato, ker je preko, da bi tole bum potegnil, Ja, pa začut pa dvigne, da gre lepo mim. in to se vse dogaja tako hitro, da sploh ne dojameš. Evo, le sem najdel, očitno so menjali senzor. To je potenciometer, koliko visoko gre do roke. In ko pritisneš v kabini tipko, da se dvigne, daj dvigan. Gre ta senzor dol. In točno tako računalnik potem ve, na kateri poziciji je priključek. Torej, ventili. Čak, prej sem pozabil povedati, da kakšen traktor ima ločen rezervar za menjalnik pa za poj za hidravliko. Ja, valjda, hidravlično olje je posebej, sam pol imajo tudi običajno hidravlično olje noter, nimajo sintetičnega, ki je primerno za mokre zavore. Zato morajo traktoristi paziti, od koga si izposojajo priključke, ki jih vtikajo v tele lukne, ker če si izposodaš od nekoga, ki ima ločen rezervar za olje in ima noter običajno suho olje, si lahko uničiš zavore ali pa kar cel menjalnik. Tudi to se zgodi. V glavnem, nazaj na ventile, to je hidravlična spojka, kamor
vklopimo cel priključka, ki ga hočemo pilotirati. V traktorski kabini, ko potegnemo ročko v eno ali v drugo smer, se pritisk olja pošlje skozi eno spojko ali drugo. In s tem, pa smo pokazal, če bi šlo čez to cel, Gre čez prečka gor, hop. v resnici gre dol. Če gre pa čez to, gre pa gor. Ampak ja, in cilindri se pol premikajo in pol vse dela tako gor, pa dol, pa levo, pa desno. Obstaja pa še ena stvar, plavajoče. Ko gre ročka do konca naprej, pa tukaj not ni nobenega pritiska, se olje prosto pretaka in takrat priključek samodejno takole premika gor, pa dol. Dobro, Čeprav tale nek ima kocko. to je tudi res, varnostna kocka. Tlele ima tale zadeva še 2 para ventilov oziroma 4 spojke, ki pa s cevkam naprej povezan načelen nakledač. To pač joystickom pol fletno uporabljaš. Kiblo, pa šaflo, pa to, pa un. Ti drugače hidravlika bi lahko razglabljala cel dan po mojem. Tam ima zobniško črpalko, lahko bi imel batno črpalko. Če imaš batno črpalko, bi imel lahko low sensing sistem. To je zato, da sta traktor pa priključite eno. Lahko bi razlagal, mislim, tam ima hidravlične zavore, eni imajo zračne zavore, kompresor. Tega je ogromno, ja. Tega je res Tega je res preveč. ogromno. Bomo to mi se stlačili nekam. No. Da vem. To je pa daj kardan. Pust moj kardan, da ima ga nov daj slučajno kakšen ukradel. Kardan je priključna gred, to pa je odgon priključne gredi. Bravo, spadaj načitan orang. Ja. Kdor je bil na začetku videa pozoren, se mogoče spomne, da gre ena os oziroma štanga čisto od motorja pa do tega menjalnika. Zdaj, hitrost 2200 obratov na motorju, recimo pri polnem gasu, moramo mi pretvoriti v 540 obratov, ki jih zahteva priključek, ali pa 1000 obratov. Poznamo tudi 750 eko ali pa 1000 eko. To pa pomeni, da bi se s četrto prestavo peljal z avtom, na primeru, in imate obrate motorja veliko nižje, recimo na 1200 ali pa 1600. Še vedno izhodna hitrost priključne gredi pa je vedno 540. Če ponovim, pri 2000 obratih motorja pa v 540 prestavi ga otežgal v podenke stare mame v prvi prestav. V 1000 prestavi, to je pa kadar dal v tretjo, se boste pa peljali, kardan se bo pa isto hiter vrtel. No je pa po vseh teh letih tlele pri tem traktorju je bila ta prva težava sklopka. Je štekala, zato je bil tudi menjalnik dol vzet. Potem ta druga težava je bila tlele šasija počena, čiskele dol do petja, je bilo treba pošvasati pa vjačati. Pok je bilo to vse skupaj podrt, so šle še bremze pogledati, pa so bile tudi na mej, so bile za zamenjati. Nosilce motorja so se pokazali, oziroma po domač povedanje tlele na kmetah tako, kad to enkrat začneš podirati, sam še kaže. Je sam še huj. Sto pa je to traktor tako. Ja, to je pa poj hitra težava. Serviseri pride stari, Jočeš, a? jočeš. Ja neč, v grobem sva tola midva predstava. Ampak dajmo se zmeniti, da vi v komentarmo napišite, če vam je bo tola sploh všeč, če sva ga v kamenu sekova, a prav kaj drugega videla, da posnamamo. Majh ne napišite, no, to bo veliko pomenil nama, da vsaj vidva kva divat. Ej, a to je to, kar je šraufov še ostalo? A ti šla? Ja. Ja, leko je malo tega. Ja. To je to, sam še za tistih par zajel, za nosilc kabine, pa za ospuh. Ej, tega, kaliko kocke, pa to blok še jaz sestavil, to bi zelo gor dal. Pa dej, Kva, ja, dej, tam na hor imaš kombezion, naprav se pa. ne vem. Ja, no, dej, sem kva ne, ne boš, kaj pa dej, če no, gre- to už pa že sestavil, se že ne vse skapneš. Ajde. Dej, bom res. A se ti zmenil z lastnika? Bom, se už zrihtal, ti Kaj to pa, če obladaš, ne ti to obladaš, pojď. Evo, kabino so mi pripeljali, jaz bom oblekel tale kombinezon, pa upam, da tudi pamet pride zraven oziroma znanje. Saj sem doma treniral, sem lego kocke sestavljal, to bo tik-tak. Mogoče niso sam 4 šraufi, še par cevi. Bo že. Začel se je dobro. Zdaj moram pa jaz tamle zadnji, tukaj prešraufati par stvari in bo moja glava tukaj spodaj, bom kar par količkov dal, kako pravijo, najprej varnost, pa pamet. Zdaj razumem, zakaj življenje mehankarjev tako stresno. Naprimer, da pride kabina dol, manjka samo še 30 centi, a ne? Ampak glej ga, zlomka. Zakaj sem jaz to videl? Zakaj imam jaz oči? Evo, kako čudovito so preribani 4 kabelčki. Jaz sem za danes frej. Nekdo naj najprej elektriko popravi.
Glede na to, da je traktor pojet Tomaž do konca sestavil, pojma nimam. A diva, a ne diva, kaj da s tem traktorjem, sam Bog ve. Upajmo na najbolj. Drugače pa vabljeni, da greste kaj na spletno trgovino Bobnar7.si. Tam imamo trenutno kar precej enih novih zadev. Od malo bolj takele high vision variant, to se pravi ta pullover, funkcionalen, celga ima funkcij žepov, tak zimski je, topu, močen, a ja pa še vodoodbojen. Po ena varianta, ta druga imamo tole, je tudi malo bolj taka divovna jakna, ki se fe svet, po dnev pa po noč. Sem čisto zelenem. To je še ne nov, v glavnem je pa res kvalitetne, pa tudi cene so dobre, tako da brez skrbi. Po razne delovne hlače, tele sem že malo upacov, sem že malo divoznem. Tole, funkcionalne, videli, tale varianta. Sem nikoli nekaj povim zraven. Tele imajo sicer še tale patent spodaj, da majhen bolj zagrab, pregležna. Pa plus, končno spet škorna, več variant, oziroma da imamo tele so bolj zimske variante. Ma tale štamf not se tudi ven potegne, pa ultra lahka so. To je za poudariti. V glavnem, se obuva se tole ven potegne, na nogo natakne, bum nazaj not, pa kamorkoli, zaradi mene v hnoj. Pa še otroška zadevšna, to so pa takle škorenčka, kaj so to, baby blue barva. Kaj ne, za velikost rečem, tam so do 48 ima, od 36 do 48 tem so pa do, ne vem, so 22 pa do 35 velikosti. Tako pojdite malo počakirati, no, pa kaj se prvošte. V glavnem se pravim, kvalitetna roba je, pa kar dobre cene so dele. Živ!